Pozdravljeni! Iz ljubljanskega studia 136, to so vesti na vesti. V Kongresnem centru na Brdu pri Kranju so se na polnoletnem sprejemu srečali uredniki, novinarji in politiki. Sprejem so priredili predsednik republike, predsednik državnega zbora in predsednik vlade. Srečanje je bilo kljub varčevalnim ukrepom zelo veselo. Poglejmo si nekaj utrinkov. Katera lepša je med vama dvema danes, vi ali Eva? Eva, kdo pa je Eva? Eva Irglova. A Irglova? Ja, jaz sem mlajša, tako da jaz imam tukaj prednost, ne, o lepoti pa težko ocenjujemo, ne, to vemo, ne. Ona je črna, jaz sem blond, ne. A pa niste bili videli včasih par? Joj! Ne, vidva. Midva. Alič in Irglova. Kaj si kdo hodega naredil? Jaz ne vem. Meni so naredili lobotomijo, sem izbrisali in vas pomenim. Grdo. Jaz bi tudi hotela, da mi naredijo lobotomijo, če bi seksala z Evo. Denisu pa je uspelo zastaviti tudi nekaj zmerno resnih vprašanj, na primer Petru Radoviću, Rajku Geriču in Jožetu Možini iz TVS. A vama je Pahor obljubil, da boste še vedno ostali na funkciji? Ne. Ni obljubil? Ne. A ga gremo prisiliti? Ne. Joj. A pa sta vidva malo tako dobra frenda ratala, a ne? No, vidva? Ja. To pa je on. Ne. Ali ste prepričali premijeja in ostale bando, da vas ne bodo zamenjali? Ne, jaz mislim, da bomo prepričali, da nas bodo zamenjali. Ne? Zakaj? Je pa zato, ker smo že nekako utrujeni vsega tega. V času, ko je varčevanje osrednja vladna tema, pa je o njej nekaj besed spregovoril tudi minister za znanost in poker Gregor Golobič. Vidim, da pijete vodo. Je to zaradi varčevalnega programa ali zaradi tega, ker nočete voziti medtem, ko pijete? Zato, ker imam občutek, da bo na koncu predsednik vlade vsem dal račun za tisto, kar se bo pili. Varnostni svet OZN je pozval k premirju v Gazi. ZDA so se vzdržale, boji se kljub temu nadaljujejo. Na Izrael so bile izstreljene rakete tudi iz južnega Libanona. Po svetu pa se vrstijo protesti proti vojni. Nekaj demonstrantov se je zbralo tudi pred poslopjem slovenskega parlamenta. Prišli so tukaj zaradi svoje nestrinjanje z dogajanjem v Izraelu in v Palestini, ki je v bistvu za okupacijo, in mi smo proti temu, da mednarodna skupnost nič ne naredi za to, kaj pa zahtevamo, da se pač slovenska vlada ali pa stranka kdorkoli opredeli do tega problema. O bližnjevzhodnem konfliktu pa je na pogovoru, ki ga je pripravil Inštitut za bližnjevzhodne in balkanske študije, vendarle spregovoril tudi predsednik republike Danilo Türk. Že pristop, ki sta ga razvila Egipt in Francija, kaže, da bo v premirju treba zagotoviti tudi varnostno ureditev za Gazo, nekaj, kar bo preprečevalo tihotapljenje orožja v Gazo, ampak nekaj, kar bo zavarovalo tudi prebivalce Gaze. Ni prvič, da se pojavlja ideja neke večje mirovne operacije. O izraelsko-palestinskih spopadih v Gazi komentar dneva Matej Janković. 2 tedna sta pretekla od izraelskega napada na Gazo. Združeni narodi so se prvič zganili in sprejeli resolucijo, ki poziva k takojšnji prekinitvi ognja. Presenetljivo ZDA niso vložile veta, a kot edina zadržana članica varnostnega sveta, kot da bi Izraelu na tiho ponujala možnost pričetka 3. faze čiščenja Gaze. Medtem rakete streljujejo že iz Libanona, Izraelu pa tudi ni uspelo izpeljati farse z 2-3-urnima premirjema, ko naj bi prispela humanitarna pomoč 1,5 milijona dušam s fizičnimi potrebami. Izraelska vojska napadla vozilo Rdečega križa, enako dan poprej, eden je bil ubit. Humanitarni delavci pa so pobrisali kopita. A Francozi in Egipčani so že skovali načrt za prekinitev ognja, ki pa še čaka na žegen Združenih držav Amerike. Uradni Tel Aviv zavrača povrat
povratek statusu quo, še najraje bi videl eliminacijo Hamasa, slednji pa naj bi bil proti koncu tedna le obveščen o tehničnih vodikih procesa. Živimo v času, ko se za razsojo dilem in konfliktov najraje zatečemo k številom. Če ni dovolj seštevek preminulih, razmerja žrtev na eni in drugi strani ali pa števila mrtvih otrok in tako naprej, se oglejmo kronologijo zadnje eskalacije nasilja in statistiko druge intifijade. Tokratnemu izbruhu nasilja botruje izraelski uboj Palestinca 4. novembra, ki se je zgodil po več mesecih premirja brez izstreljene rakete z Gaze. Hamasova reakcija je jasna, 4. november pa je eskaliral v trenutno morijo. Statistika ubitih na eni in drugi strani, ki jo beleži izraelska človekoljubna organizacija B'Tselem, priča, da tokratni dogodek ni osamljen. V zadnjih 8 letih se v 79% primerov začasen premor v konfliktu končal z izraelskim napadom. Le 8 jih je zakrivila palestinska stran, v 13% primerov pa sta strani napadli, ubili usklajeno. Se sploh kaj spremenilo? Pred slabimi 100 leti so sionistične skupine organizirane v paravojaške skupine imele enostavno strategijo. Kot je zapisal George Bisharat, univerzitetni profesor, palestinske vasi so bile najpogosteje napadene iz 2 ali 3 smeri, cesta proti najbližji arabski državi pa je ostala odprta. Prebivalci Gaze tokrat nimajo več nobenih odprtih cest. Za trenutno stanje je še najbolj odgovoren izraelski predsednik vlade Ehud Olmert. Ta se v zgodovinske anale ne želi zapisati kot politik, ki prejema podkupnine ali pa predsednik, ki mu ni uspelo obračunati s Hezbolahom. Na hitro, na plečih svojih vojakov in žrtev v Gazi si želi zgraditi svoj piedestal, prav tako kot zunanja ministrica Livnijeva, ki Olmera želi naslediti in ob tokratnem konfliktu najpogosteje brusi jezik. Veliko jih pogleduje proti molčečemu Baracku Obami. Ta se je zgovoril, češ Bush je še vedno predsednik, da si ravno Obami poprej ni bilo težko komentirati raznih dogodkov. Najverjetneje tokrat molči, da si zagotovi po ameriško sladkobno inauguracijo konca meseca, tej pa bo sledila malo bolj iskrena podoba novo izvoljenega. Pa da vidimo, če bodo ZDA prekinile z rekordnim vlaganjem veta v zvezi z Izraelom v Varnostnem svetu Združenih narodov. S 1. januarjem so začele veljati nove, višje cene študentskih bonov. Nova povprečna cena bona za prehrano študentov Ljubljanske univerze odslej znaša 2,80 evra. V prodajalni bonov na Kersnikovi smo študente vprašali, kako bo podražitev bonov vplivala na njihove prehrambene navade. Ja, z doma mi moja Saša kuha. Mislim, da niti ne zato, ker zadnje čase že kar tako mislim, ne jem več toliko na bone. Ne bom kupil tistih bonov, ki sem jih prej, ker so se nekateri zelo podražili. Zgleda, da bo treba spet nazaj v trgovino, pa pašta standard. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kulturac. 4 študentke Fakultete za družbene vede so pripravile raziskovalno nalogo o pokojnem vsestranskem umetniku Lojzu Spacalu. Spacal se je rodil v Trstu leta 1934, pa se je šolal na umetniškem liceju v Benetkah. Leta 1974 je prejel Prešernovo nagrado za grafični in slikarski opus. Oče je bil kamnosek, zaradi dela preselil v Trst. Pri 4 letih pa mu je že oče umrl, tako da je enono ostal sam in se je že z mladih nog mogel potruditi, da tudi družini prinašal domov denar. Je nekako vplival na spremembe tega realizma, akademskega realizma, ki je bil recimo v tem našem prostoru zelo uveljavljen. Slovenski avtor, ki je bil uveljavljen že za svojega življenja tudi v tem mednarodnem prostoru. Še vreme. Med svetlolaso in temnolaso fronto se bo še bliskalo. Iz ljubljanskega studia 136, to so bile vesti na vesti. Pa nasvidenje.